Sojenje Matjažu Kovačiču poteka brez navzočnosti medijev. Preiskave oderuške posojilne hobotnice. Razdelili so še zadnje evropske pakete pomoči. Iz Južne Amerike se je vrnil Simon Marčič. Pozdravljeni in vabljeni k ogledu dnevnika televizije Maribor. Na Mariborskem okrožnem sodišču se je začela prva obravnava zoper nekdanja vodilna v Novi Kreditni banki Maribor, predsednika in članico uprave Matjaža Kovačiča in Manjo Skrnišak. Zaradi odobritve spornih posojil podjetjem v stečaju, naša druga največja banka od njiju zahteva več kot 23 milijonov evrov odškodnine. To je prva tožba proti kateremu od bančnih direktorjev. Takole je le nekaj minut pred začetkom obravnave Matjaž Kovačič, ki je banko zapustil pred dobrima 2 letoma, 70 tisoč evri odpravnine, prišel na sodišče sam, odločen, da dokaže svojo nedolžnost. Se počutite krivega? Ne, absolutno ne. Predvsem zaradi tega, ker me obdožujejo, da sem dopuščal, da so drugi kršili neke interne predpise, ki jih niso kršili. Na drugi strani pa so odvetniki nove KBM prišli na sodišče s kar 2 škatlama dokazov. To je za novo KBM? Na osnovi zahteve nove KBM, da gre v dani zadevi tudi za podatke, ki so bančna tajnost, je sodnica danes odredila, da je javnost iz samega postopka izključena. Do sedaj so samo ene papirje dajali, ki so veliki, lepi, ni pa enega papirja, da bi jaz rekel, tukaj je pa en kriv pa nekaj podpisal. Odškodninske tožbe, ki so jih vložili na osnovi upravljene forenzične revizije, mimogrede ta ni bila poceni, v banki so zanjo odšteli najmanj 700 tisoč evrov, še enkrat toliko pa za sodne takse, naj bi se nanašale na odobritev in podaljšanje kreditov 5 družbam. Stavbarju Gradnje, Gradisu Celje, POM Investu, Celjski borzni hiši in Centru naložbe, vse pa so danes že v stečaju. Pri enem izmed teh sem tudi sodeloval na odločanju v kreditnem odboru, pri ostalih pa niti na kreditnem odboru nisem sodeloval. Kaj šele, da bi kdaj kako pogodbo podpisal. Torej zdaj je bil krivdan na teh, ki so sedeli v kreditnih odborih? Ne, obtoževanje teh zadev popolnoma nesmiselno in popolno zaplavljanje denarja. Mislim, da so bili krediti odobreni korektno. Nekateri so sploh v teh finančnih posrednikih pravzaprav posledica neke krize, tudi protitajkunske zakonodaje, ki si jo je zmislila politika. Ob tem je Kovačič zavrnil tudi vse očitke za sporne posle na Hrvaškem, ko naj bi banka izgubila okrog 60 milijonov evrov. Sam sem velikokrat povedal tudi pri ustreznih organih, da vkolikor najdejo tistega, ki je v teh poslih vzel kak denar, jutri naj ga zaprejo. Če sem jaz bil tisti, ki mi bodo dokazali, da sem vzel 1 evro v teh poslih, sam se javim, da grem v zapor. Obravnava je bila zaradi preobsežnega gradiva dostavljenega šele danes preložena za nedoločen čas. Iz nove KBM pa so pisno sporočili, da so tožbe pravno dobro utemeljene in da verjamejo v kakovostno delo sodišč. V Sloveniji spet potekajo hišne preiskave. Skoraj 200 kriminalistov in policistov v Mariboru in Ljubljani preiskuje sume storitve kaznivih dejanj oderuštva, goljufije in pranja denarja. Opravili so 17 hišnih preiskav in pridržali 4 osebe. Osumljenci naj bi od leta 2009 preko svojih podjetij posojali denar pod oderuškimi pogoji in si s tem zagotovili premoženjsko korist v višini več kot 174 tisoč evrov. Skupina kriminalistov je med drugim obiskala prodajalno zlata Gold Store na Cafovi in poslovne prostore na Tržaški 65, kjer ima poštni nabiralnik več podjetij. Okoli 4. ure popoldne so iz pisarne začeli odnašati dokumentacijo in opremo. Navzoč je bil tudi zastopnik enega od vpletenih podjetij. Dejansko se točno ne ve, zakaj je preiskava, tako da trenutno ne vem nič. Gre samo enostavno za dajanje kreditov, ki bi jih ne dajala češka firma. Javne evidence nas pripeljajo do nekdanjega ljubljanskega odvetnika Janeza Žlendra in mariborskega podjetnika Igorja Bandića. Skupaj naj bi obvladovala mrežo podjetij v tujini in eno glavnih družb v Sloveniji, Cartagino. Za dajanje spornih kreditov pa naj bi bila v Mariboru odgovorna Sebastian Zemljič in Marko Štelcelj. Izrabljali naj bi predvsem starejše in ljudi v finančni stiski. So odobravali manjše kredite v vrednosti do 5000 evrov. Efektivna obrestna mera je bila občutna tako, da so morali vračati tudi po 130% in več vrednosti od glavnice. Pridržali so 4 osebe, 3 moške in 1 žensko. Osumljeni so oderuštva, pranje denarja in goljufije. Z odškodninskimi zavarovalniškimi zahtevki naj bi bili tudi preslepili več kot 150 oseb.
tem ljudem zaračunavali določene stroške, ki jih dejansko niso opravili. Na ta način so svojim gospodarskim družbam pridobili nekaj več kot 51 000 evrov protipravno premoženjske koristi. Grozi jim do 8 let zapora, z organizirano hobotnico pa se je že pred 2 letoma ukvarjal tržni inšpektorat. Zoper družbo Cartagena je doslej opravil 46 inšpekcijskih pregledov, izdal pa 9 upravnih odločb in jo 7-krat oglobil. V podjetju Durabus, kjer na območju nekdanjega Tama proizvajajo avtobuse, so upali, da bo država prispevala 3 milijone evrov za razvoj novih električnih avtobusov. Ves projekt je vreden 15 milijonov evrov. Kljub temu, da državne pomoči ne bo, pa sedanja proizvodnja ni ogrožena, pravijo v Durabusu. Tam Durabus je kitajsko-nizozemsko podjetje, ki je na pogorišču nekdanjega Tama ponovno zagnalo proizvodnjo lani spomladi. Do zdaj so lastniki v tovarno vložili 9 milijonov evrov. Izdelujejo letališke in turistične avtobuse. Trenutno zaposlujejo 110 ljudi. Novim lastnikom smo zadovoljni, praktično tehnično delamo te iste zadeve, tudi elektroavtobus razvijamo, se pravi dejansko nove proizvode. Rekel bi pa tako, kot delovni pogoji, kot tudi plače so praktično celo malo boljše, kot so pa prej bile. Konec leta smo imeli nekaj malo več dela, ko smo mogli avtobuse ven spraviti, takrat pa tudi mogoče sem nekako nad uro potegniti, ampak sploh ni problem, če je delovno. Predsedniku kitajsko-nizozemske skupine, ki ima v Evropi še nekaj podobnih tovarn, je žal, da jim konec leta ni uspelo zagotoviti bančne garancije za pridobitev državne pomoči za razvoj novih vrst električnih avtobusov. We have a very big wish to do this electrical bus project here in Maribor. So we still try and hope that Slovenia government and Spirit Agency will think twice before cancelling such a beautiful project. Sicer so lani izdelali 30 avtobusov, letos jih načrtujejo okoli 150. Dolgoročno nameravajo v mariborsko tovarno vložiti 50 milijonov evrov. Kaj bo s projektom novi električni avtobusi, pa za zdaj še ne vedo. S težavo, kako v prihodnjih tednih pomagati lačnim Mariborčanom, pa se ubadajo na Mariborskem Rdečem križu. Danes so namreč razdelili zadnje pakete hrane iz evropske zaloge. Evropska komisija bo odredbo za dodeljevanje sprejela šele aprila letos. In ker bo po novem s paketi hrane pomagala vsem državam Evropske unije in ne več le 10 kot doslej, je veliko vprašanje, koliko paketov in kdaj bo sploh prišlo do skladišč Slovenskega Rdečega križa. Nepretrgana vrsta čakajočih pred skladiščem Rdečega križa, kjer so danes delili še zadnje zaloge evropskih paketov s hrano. Sigurno ni prijetno, ne? To nam dosti pomaga, da kaj dobimo tu pač vsa osnova prehrane, če ne druga. Za druga se že lahko nekako znajdeš. Vse pa to je edino, še kaj dobimo tu, kaj celo preživimo. Zdaj ne moraš denarja, če nimaš nič, ne možeš trgovino kupiti nič. S čim? No, prijem sem, ko mi pripada paket, ne? Da vsaj dobiš olje, riž pa tako naprej. A prejemniki te pomoči so lahko upravičeno zaskrbljeni, saj naj bi prvi evropski paketi s hrano prišli šele čez pol leta. Mi bomo verjetno nekaj malega lahko razdeljevali pakete Rdečega križa, iz vse slovenske akcije lepo je deliti, pa nekaj iz FIHA, vendar to v celoti seveda ne bo zagotovilo v takšnem načinu razdeljevanja pomoči v prehranskih paketih, kot je bilo to do sedaj. Kriteriji razdeljevanja živilskih paketov sicer za zdaj ostajajo enaki. S tem ni možno se prehranjevati. To je več kot jasno in je seveda zgodba popolnoma napačna, ne? Če ljudje pričakujejo, da bodo dobili hrano od Rdečega križa. Na ministrstvu za delo sicer pričakujejo, da bo naša država kljub spremembam evropsko pomoč v hrani še naprej prejemala v enakem obsegu kot doslej. Zdaj pa v Gornjo Radgono, kjer je starše nekaterih otrok razburilo precej nenavadno pismo iz tamkajšnjega zdravstvenega doma. Od tam so staršem, ki svojih hčera niso dovolili cepiti proti humanemu papilomavirusu, poslali milo rečeno predrzen in neetičen zdravniški dopis. Če ne marate cepiva, poskusite bolezen, piše na vabilu, ki je priromalo na naslove staršev, ki niso dovolili cepljenja svojih šestošolk proti okužbi s HPV. Pismo brez žiga in podpisov odgovornih v zdravstvenem domu je napisala in poslala vodja radgonskega otroškega dispanzerja Anka Korošec. Starši so nad njenim ravnanjem ogorčeni. Gre prek vsake meje zastraševanja, to je cepilni mobbing in
Obvestili bomo vse primerne institucije, tudi starše, ki so druge v Sloveniji v bistvu dobili ta dopis, jih pozivamo, naj prijavijo dopis na zdravstveni inšpektorat. Zlasti zato, ker so po njihovem mnenju zlorabili podatke otrok, ki jih zdravstvenim domovom zaradi sistematskih pregledov morajo posredovati osnovne šole. Torej, kdo je poslal in zakaj je poslal na te naslove, je odločitev pač zdravstvenega doma, ki jo pa obsojam. Zdravnica Anka Korošec svojega ravnanja pred kamero ni želela pojasniti. Direktor zdravstvenega doma pa trdi, da vsebine pisma pred pošiljanjem ni videl, sicer cepljenje zagovarja. Nobenega mobinga ne želimo, nobene prisile, tudi pri obveznem cepljenju. Vsako dojemanje užaljenosti z naše strani obžalujem. Primer pa bo vzela pod drobnogled tudi Komisija za medicinsko etiko. Doma pa odmeva novica, da je bil v Afganistanu pri opravljanju nalog ranjen slovenski vojak. Šlo naj bi za pripadnika specialnih enot, po neuradnih podatkih pa naj bi imel prestreljeno nogo in naj ne bi bil v smrtni nevarnosti. Zdaj pa še pregled drugih domačih vesti. V državnem zboru skušajo ugotoviti, kdo je odgovoren za težave slovenskih bank in 5-milijardno bančno luknjo. Preiskovalna komisija za ugotavljanje zlorab v slovenskem bančništvu je danes na zaslišanje povabila nadzornike 3 naših največjih bank. Prvi je govoril nekdanji guverner Banke Slovenije, zdaj pa predsednik nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke, dr. France Arhar, a konkretnih primerov zaradi zaupnosti ni želel izpostavljati. Zavod za zdravstveno zavarovanje je že 3. leto zapored prenesel obveznosti v naslednje leto. V letu 2014 je tako prenesel za skoraj 50 milijonov evrov plačil. Primanjkljaj je lani znašal okrog 600 tisoč evrov. Poslovanje so končali brez zadolžitve. To jim je uspelo, ker bolnišnicam decembra niso nakazali vsega denarja. Na Ministrstvu za izobraževanje so presenečeni nad protestom Združenja ravnateljev, ki od ministra Jerneja Pikala zahtevajo, naj denarja za izplačilo odprave plačnih nesorazmerij ne jemlje javnim zavodom. Ministrstvo bo vsem zavodom, ki nimajo denarja za izplačilo, zagotovilo dodatna sredstva. Ministrstvo za izobraževanje je na svoji spletni strani in v uradnem listu objavilo razpis za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto. Razpisanih je 23.160 vpisnih mest, kar je 400 več kot lani. Največ mest je razpisanih v srednjih strokovnih oziroma tehniških šolah in gimnazijah. Devetošolci pa bodo lahko izbirali tudi med 8 popolnoma novimi srednješolskimi programi. Osnovno šolo bo letos končalo 360 učencev manj kot lani. Kultura. Pokrajinski muzej Maribor hrani del glasbene zapuščine grofov Atemsov iz 18. stoletja. Glasbena zapuščina je bila po 2. svetovni vojni odtujena iz gradu Slovenska Bistrica. Ponovno odkrita in urejena pa je še posebej zanimiva za muzikologe in glasbenike, ki se posvečajo stari glasbi in glasbilom. Pokrajinski arhiv Maribor, v katerega je po 2. vojni prišlo odtujeno gradivo iz gradu Slovenska Bistrica, hrani poleg dokumentov, urbarjev, upravnih knjig tudi zelo zanimivo notno gradivo, datirano v leto 1744. Note so bile last grofa Ignaca Marije II. Atemsa in njegove žene Jozefe. Ob strokovnem sodelovanju Muzikološkega inštituta so jih v arhivu tudi ustrezno uredili. Te note so v celoti popisane, torej vsake note posebej, točno je določeno, kadar je šlo avtor in za kakšne note dejansko sploh gre, in to je bilo potem narejeno tudi za bazo podatkov, ki na evropskem nivoju zbira vse notne vire in so torej tudi te naše note vključene v tole zbirko. Ta zbirka je za Slovenijo neprecenljivega pomena, kajti posvetne inštrumentalne glasbe v obliki notnega primarnega gradiva tako rekoč ni na slovenskem prostoru. V zbirki je okoli 100 sopranskih arij, posebej zanimiva so inštrumentalna dela, ki kažejo aktualno glasbeno podobo 18. stoletja. Predvsej jih je za prečno flavto, takrat dovolj novo glasbilo. Iz tega sklepamo, da je grof sam igral flavto, kajti na teh notah je podpisan on, na večini arij pa grofica. Glasbeniki ansambla Musica Cubicularis so glasbo iz najdenega gradiva pred kratkim izvajali v avtentičnem okolju na gradu Slovenska Bistrica. Sicer pa je gradivo znamenitih grofov dostopno tudi v čitalnici Pokrajinskega arhiva. Sledi šport. Kot prvi izmed 2 slovenskih udeležencev relija Dakar se je iz Južne Amerike vrnil Simon Marčič. Sprejem so mu pripravili motoristični kolegi.
Članu športnega društva Pletenka je bila to krstna udeležba na najtežjem vzdržljivostnem reliju na svetu. Doslej je na njem vozil le Miran Stanovnik, ki se je letos že 18. udaril s konkurenti in je po 13 etapah končal reli na 26. mestu. Marčič je tekmovanje končal predčasno v 3. etapi. Kljub temu se je v Slovenijo vrnil navdušen. Z veseljem gledam nazaj, z navdušenjem, tako moram reči. Sipin nisem kaj dosti probal, približno 2 uri si bil na njih, na tistih pravih saharskih sipinah, lahko rečem, pa takrat sem se počutil bolj živega kot bilo kdaj v življenju. Res je to, našel sem se tukaj, je še vse skupaj boljše, kot sem si sam predstavljal oziroma pričakoval. Z velikim zanimanjem so njegovo početje spremljali tisti posamezniki, s katerimi se je pripravljal na tekmovanje. Zanj so držali pesti vse od odhoda v Južno Ameriko. V bistvu smo ga spremljali vsak dan preko Dakarjeve spletne strani, kjer so bili tudi objavljeni rezultati. Včasih tudi prebedeli kjero noč z njim, čakali na rezultate. Marčiču je zelo dobro kazalo do zanj usodnih trenutkov 3. etape. V njej je prehitev že kakšnih 30 motoristov, ko sta pred njim 2 vozila vzporedno in dvigovala veliko prahu. Pol pa so me začeli tudi tekmovalci, ki sem jih prej prehitev nazaj prehitevati in sem si rekel, da moram ukrepati, nekaj moram narediti. Sem jih prehitev nazaj, potem pa se v enem vinku dal preveč gasa, šel v tisto meglo, da bi se približal tistima 2 in zadnje, kaj se spomnim, je bila slika, ko je bilo konec ceste, ravno pa prepad. Hvala Bogu, sem izskočil iz motora, ker če bi ostal gor, bi danes bil po mojem vozičku, če ne v krsti. Na srečo sem to zvedela dosti kasneje, ko sva se že slišala in sem slišala, da je v redu. Videla pa sem, da ni končal tisti večer, ampak se mi je zdelo, če je kaj narobe, tako verjetno prej sporočijo, ko pa ko nič ni narobe, tako da je šlo potem. Noč sem nekako preživela v redu. Neljubi dogodek je Marčiču namenil zlomljeno dlančnico. In dodaten motiv, saj je prepričan, da bo naslednje leto znova stal na startu dakarskega relija. Če bo dovolj hitro ozdravel, pa bo že aprila opravil test v Abu Dhabiju, kjer se bo pomiril na puščavskem izzivu. Več olimpijskih komitejev po svetu je prejelo pismo, v katerih teroristi grozijo z napadi na športnike med olimpijskimi igrami v ruskem Sočiju. Prejeli so ga tudi v Olimpijskem komiteju Slovenije. S primerom se že ukvarjajo ruske oblasti. Poglejmo še druge tuje novice. V švicarskem Davosu se je začelo letošnje srečanje Svetovnega gospodarskega foruma. Organizatorji pričakujejo prek 2500 sodelujočih iz več kot 100 držav, med njimi več kot 30 voditeljev držav in vlad. Na gospodarskem področju bo najpomembnejša tema okrevanje gospodarstva, na političnem pa Sirija in Iran. V mondejnem švicarskem letovišču bo o aktualnih temah razpravljalo tudi več kot 1500 vodilnih poslovnežev, udeležbo pa so med drugim potrdili še številni zvezdniki. V švicarskem letovišču Montreux pa so se začeli dolgo pričakovani mirovni pogovori za Sirijo, v kateri že skoraj 3 leta divja državljanska vojna. Predstavniki sirske opozicije in režima naj bi tokrat prvič od začetka nasilja sedli za skupno mizo. Ali bo konferenca državo pripeljala kaj bližje miru, pa ostaja povsem odprto. Evropska komisija je razgrnila predlog drugega energetsko-podnebnega svežnja s cilji do leta 2030. Predlaga naj članice Unije izpuste toplogrednih plinov do leta 2030 glede na leto 1990 zmanjšajo za 40%. Delež obnovljivih virov energije pa povečajo na 27%. Novega cilja za energetsko učinkovitost komisija za zdaj ni predlagala. O predlogih bo konec marca razpravljal vrh Unije. Kompromis, ki ga bodo dosegli, bo pogajalsko stališče Unije za mednarodno podnebno konferenco decembra 2015 v Parizu. Protestniki v ukrajinski prestolnici tudi danes vztrajajo na ulicah, čeprav so jim oblasti zagrozile z uporabo sile. Policisti so predrli barikade, ki so jih postavili protestniki. Pomaknili so se kakih 50 metrov po ulici, ki vodi do ukrajinskega parlamenta, nato pa se vrnili na prvotni položaj. Protestniki, ki jih je policijska akcija zgodaj zjutraj presenetila, so se odzvali z metanjem kamenja. Medtem pa je po navedbah zdravstvenih virov eden od protestnikov, ki ga je ustrelil policist, umrl. Ameriški predsednik Barack Obama je v telefonskem pogovoru ruskemu kolegu Vladimirju Putinu ponudil polno pomoč pri zagotavljanju varnosti na bližajočih se olimpijskih igrah v Sočiju.
Ruskega odziva na ameriško ponudbo še ni bilo, ameriška vojska pa naj bi že pripravljala vojni ladji in transportna letala za evakuacijo Američanov iz Sočija, če bi prišlo do katastrofalnega terorističnega napada. Voditelja sta govorila tudi o Siriji, Iranu, bilateralni trgovini ter investicijah. Jutri bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. V noči na petek se bodo padavine okrepile in zajele vso državo. Pričelo se bo hladiti, meja sneženja se bo spuščala. V petek bo oblačno s padavinami, v notranjosti Slovenije bo večinoma snežilo, na Primorskem pa deževalo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. V soboto bo na Primorskem jasno zmerno do močno burjo, ki bo popoldne slabela. Drugod bo sprva oblačno, sneženje bo zjutraj in dopoldne povsod ponehalo. Čez dan se bo delno zjasnilo. Zdaj pa povabilo k ogledu naše redne tedenske večerne oddaje, ki jo tokrat pripravlja sodelavka Ana Marija Bosak. Torej, o čem bo nocoj tekla beseda? Lepo pozdravljeni. V nocojšnji oddaji Tele-M ob 20:05 na televiziji Maribor bomo govorili o letošnji zimi, ki si tega imena zaradi pretoplega vremena nikakor ne zasluži. Srečko Vilar iz športnega centra Pohorje bo osvetlil predvsem odpoved Zlate lisice v Mariboru, kar ni le hud športni, pač pa tudi gospodarski oziroma turistični udarec. Dr. Igor Žiberna, klimatolog oziroma profesor na Filozofski fakulteti, pa bo pojasnil, če so in zakaj zadnja leta zime vse bolj zelene in kaj to pomeni za naše okolje. Vabljeni k ogledu. Dober razlog, da ostanete v naši družbi še naprej. Dnevnik televizije Maribor pa je končan. Nasvidenje.